Danes smo imeli v Državnem svetu posvet na temo Primorska po krizi COVID-19. Posveta se je udeležilo kar precej oseb iz gospodarstva, iz politike, bi rekel tudi iz javnega življenja. Na posvetu smo obelodanili vse težave oziroma vse tegobe, ki jih imamo na Goriškem, v Novi Gorici in na celotnem Primorskem, kajti vemo, da je naše gospodarstvo predvsem odvisno od italijanskega trga. Zato pričakujemo, glede na to, da smo podali konkretne pripombe oziroma konkretna mnenja, pričakujemo, da bomo oblikovali stališča v Državnem svetu, katera bo obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in kasneje bo obravnavana tudi na plenarni seji Državnega sveta. Verjamem, da bojo sprejeta in da bomo potem poslali oziroma dali v obravnavo oziroma sprejetje tudi Vlade Republike Slovenije. Goriška v tem času doživlja svojo vrstno krizo, predvsem zaradi zaprtja meje. Te tegobe se počasi rahljajo, vendar smo še zmeraj v strahu glede pretoka ljudi in blaga preko meje, predvsem pa v strahu glede same težave prihoda italijanskih turistov in gostov na Goriško. Tako da verjamem, da bo tudi vlada v naslednjem korona paketu poslušala oziroma upoštevala naša mnenja in ideje in pripravila pač ta sveženj zakonodaje, ki bo pač raznolik po posameznih regijah. Zato upam, da bomo to stvar prebili in da bomo potem, tako kot so rekli na današnji razpravi, to sigurno tudi naši podjetniki, obrtniki z obrestmi vrnili v državno blagajno. Tako da se vsem, ki so danes prišli na posvet, zahvaljujem in verjamem, da bomo skupaj s to pozitivno energijo na regijskem nivoju tudi uspeli. Tako da še enkrat hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi oziroma ki so sodelovali v razpravi in jim želim, da bomo skupaj speljali te ukrepe, ki bojo v korist goriškim in tudi, bi rekel, državnim prebivalcem. Hvala.